Se vam zdi, da vam življenje polzi iz rok, da nimate vpliva ne na ljudi, ne na dogodke v svojem življenju? Vse se odvija še hitreje, kot se denimo pred enim letom ali pa dvema. Ves čas same obveznosti, ob tem pa vam zmanjkuje časa zase. V priročnikih za samopomoč pišejo, že imejte življenje v svoje roke, in če ste že poskusili, ste morda tudi že ugotovili, da pa vseeno ni tako preprosto. Kaj torej storiti, da bi živeli po svoji meri in da bi se dogodki razvijali v tisto smer, ki se jo sami zase vidimo kot najboljšo? No, v takih primerih je včasih tudi dobro poiskati strokovno pomoč nekoga, ki nam zna svetovati in nas pravilno usmeriti. To bomo storili v naši svetovalni rubriki. Z nami je tu jutro psiholog dr. Aleksander Zadel. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Prihaja pomlad, čas, ko čistimo stanovanja, pospravljamo omare. Bi lahko rekli, da je primeren čas tudi, da se otresemo določenih vzorcev vedenja ali pa še prej razmišljanja, ki nas nekako ovirajo. Kako se tega lotiti? Ja, seveda spomladi razmišljamo o pospravljanju in seveda včasih tudi o pospravljanju svojega podstrešja. Zelo pomembna naloga. Ampak tisto, kar je mogoče za začetek najbolj pomembno, je to, da se ne lotimo pospravljanja vsega mogočega, kar je narobe, ampak da mogoče začnemo zastaviti eno stvar, ki bo prav. Tako da vnesemo v svoje navade, svoj način življenja, kakšno malenkost, ki nam pomaga čutiti veselje s sabo. Torej, sprememba ni vedno samo tako, da se odpovemo kakšne velike, hude, težke, nevarne, mogoče za zdravje celo razvade, ampak da dodamo v tisto, kar mi sicer počnemo, kakšno drobnarijo, kakšno malenkost, ki nam potem v bistvu polepša dan, življenje, nam pomaga začeti počasi graditi drugačno samozavest, občutek lastne vrednosti in podobno. Bomo znali to in zmogli sami, kdaj je primerno se obrniti na pomoč koga? Tudi ljudje, ki imajo danes vsega, je pa vse več ljudi, ki nimajo niti osnovnih sredstev za življenje. Velikokrat slišimo nelagodje, občutki, razne tesnobe. Zakaj? Evo, zato, ker imamo kaos v glavi. Vse bi radi hkrati, predvsem pa takoj. In seveda to ne gre. Ljudje imamo občutek, živimo v potrošniški družbi, seveda, ne? To pomeni, kot sem rekel, ne? Tukaj in zdaj je treba imeti vse. Tako da ljudje si vedno sebe predstavljajo na koncu enega procesa, torej srečnega, zadovoljnega, z urejenim partnerstvom, z urejenimi odnosi z otroci, mogoče v službi in tako naprej. In potem čakajo, kdaj se bo zgodilo. In potem poskusijo kakšno stvar, vidijo, da je relativno zahtevna in potem rečejo, kdaj bom pa jaz tam na koncu. In seveda potem jih zagrabi strah, malodušje, brezvoljnost in se potopijo spet v stare vzorce vedenja. Ljudje ne znamo videti, da v bistvu nas bo k velikim ciljem pripeljal majhen korak, ena drobnarija, ki jo uvedemo v življenje. Torej, nas ni treba biti strah, kaj bo čez en mesec. V bistvu, tisto, kar je naš načrt, je, kaj bomo danes naredili drugače. Vedno je treba začeti z tega, kaj lahko zdaj naredim. Torej, danes je ena malenkost in jutri ena malenkost in pojutrišnjem ena malenkost in potem smo mi v roku enega meseca resnično lahko drugačni. In je drugačno tudi naše partnerstvo in drugi odnosi. Omenjate čas, tudi uvodoma smo ga omenjali. To spomniš na še eno lastnost, vztrajnost. Pri teh rečeh ne gre čez noč, verjetno. Kako torej doseči to vztrajnost, da ne odnehamo prehitro? Rezultati se ne odražajo takoj, ne? Tako kot v bistvu, če bi se odločili, da bomo pretekli maraton, najbrž ne gremo kar ga teč. Seveda, če dolgo časa smo bili pasivni, če se nismo gibali, gremo najprej hoditi, potem hitro hodimo, potem ugotovimo, koliko časa morda lahko tečemo. In ne glede na to, da začnemo postopno, je vztrajnost problematična. Vztrajnost je seveda posledica dobrih delovnih navad. In kakorkoli obrnemo, ljudje nimamo dobrih delovnih navad. Najprej je zdaj marsikdo pomislil, pa jaz ves čas delam, ves čas sem v enem pogonu in tako naprej. Ampak v bistvu delovne navade pomeni delati prav stvari, ne delati stvari, ki so lahke. Tudi bom rekel, problem časa, da zgleda, da je ves čas hitrejši. Če bi ljudje lahko sami sebe gledali izven sebe, da bi se odmaknili od sebe pa gledali, kaj počnemo. Sedaj, mi živimo hitro, ma nismo nič kaj bolj produktivni, mi samo bezljamo od dogodka do dogodka, moramo biti povsod prisotni, moramo narediti to in ono v eni vrsti in tako naprej. Ko pogledamo, kakšna je naša storilnost,
kaj je ostalo od tega divjanja ali pa norenja naokrog, ugotovimo, da nič kaj takega. Kaj, če na tej točki dava možnost in besedo še našim gledalkam in gledalcem, vabljeni, da nas pokličete v oddajo v živo na našo telefonsko številko 0566 856 111 in nam seveda zaupate svoje vprašanje. Bezljamo, sami sebe ne pogledamo, vidimo pa zelo dobro druge in velikokrat imamo do njih tudi kritične besede. Krivec je vedno nekje zunaj nas in s tem si nekako operemo vest. Pa je res tako? To je zelo, zelo razširjen način razmišljanja. Ljudje smo navdušeni nad sabo, ko nam gre dobro. Seveda, če naše rože doma cvetijo zaradi tega, ker mi skrbimo za njih, jih negujemo, rabimo čas za njih, eni se celo pogovarjajo z njimi. Tisti trude, ko so rože uvele, so uvele, zakaj? Ker so nam prodali nečudne sadike, ne zato, ker jih mi ne zalivamo. In tako velja za marsikatero področje v življenju. Če je človek eleganten, v dobri formi, zakaj? Ker tako živi zdravo, se giblje. Če ima kakšno kilo več, jaz grem mimo mize, se me prima vsaka kalorija in tako naprej. Tako da v bistvu mi že sam svet, zopet te potrošniške družbe je naravnan, da nas poskuša lažno razbremeniti odgovornosti takrat, kadar niso stvari v redu in seveda nas postavlja v eno tako glorificirano obliko takrat, kadar kakšna stvar tudi ne po naši volji funkcionira dobro. Nekdo se nam je pridružil. Dobro jutro. Dobro jutro. Kdo je z nami? Vera iz Ljubljane. Dobro jutro, Vera, povejte. Se strinjam z psihologom. Vse je to lepo, kar on govori, ampak mi imamo danes tako situacijo v državi, da brez stresa vsakodnevnega ne moremo preživeti. Ta stres nam pomaga, da se ne obnašamo normalno, ker ti, če hočeš imeti vse to urejeno, kar gospod govori, moraš imeti vse v glavi porihtano, recimo finance. Kako se boš danes dobro obnašal, če te kaznuje policaj za 300 evrov, da nisi naredil nič? Država nas uničuje. Smo našli krivca. Hvala, gospa, za vaše mnenje. Mislim, da bo tudi to ena zanimiva iztočnica. Zelo zanimiva iztočnica, Seveda, težko je polemizirati z enim človekom, ki je prepričan, da ga je policaj kaznoval s 300 evri za nič. Seveda jaz dopuščam možnost, da se zgodi tudi krivica, ampak načeloma mi sebe seveda sodimo čisto drugače, kot nas vidijo drugi. V vsaki družbi, če bi se pogovarjali zdaj z našimi dedki in babicami, potem z našimi starši in tako naprej, bi ugotovili, da vsako obdobje je nosilo s sabo določene izzive. Zdaj, mogoče bo kdo rekel, patetično. Recimo, moji starši so preživeli drugo svetovno vojno, pa so preživeli tako in drugačno krizo in inflacijo, pomankanje. V bistvu danes seveda imamo nove izzive. Imamo državo, ki pač ne funkcionira tako, kot smo si zamislili. Imamo, javno zdravstvo, šolstvo, marsikaj, kar ne funkcionira tako, kot smo si zamislili. Na koncu koncev smo zdravi, imamo 2 roki in zdravo pamet. In mi izbiramo, kaj bomo naredili jutri drugače. Vsaj do določene mere. Ja, mi vidimo otroke v Palestini, ki se igrajo. Seveda oni tudi jočijo in tudi trpijo, se tudi smejejo. Mi mislimo, da moramo biti ves čas neprestano nasmejan in da mora biti vse v redu. In da mora vsak v tej državi narediti vse prav. Daleč od tega, da je vse prav. Samo če jaz vidim samo tisto, kar je narobe, je grozljivo. Mi živimo v državi, kjer je mir. Mi živimo v državi, v kateri greste lahko na vrt kopati, narediti ne vem kaj in da bo nič narobe. Imamo še nekoga na zvezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Irina iz Ljubljane pri telefonu. Povejte, lepo pozdravljeni. Malo me je že prehitel gospod doktor, ampak jaz bi rekla takole svojo izkušnjo. Jaz mislim, da za čisto vse v svojem življenju smo odgovorni sami. Za dobre in slabe stvari. Vem, da je včasih izredno težko v težki situaciji pogledati bolj na svetlo stran, da nas kakšne stvari resnično zelo zadržujejo. Ampak bom rekla tako, resnično sem imela v mirni državi zelo težko otroštvo. In to sem dolgo časa vlekla s sabo. Potem sem bila na eni delavnici, kjer je bilo rečeno, dajmo že enkrat odložiti to težo in začnimo gledati
od danes naprej drugače. In ko sem jaz začela delati na sebi, od leta 2000 bolj, bi rekla, ohlapno, od 2008-2009, ko sem se pa res totalno fizično, psihično, imunsko sestrula, sem ležala kakor nesreče na kavču, od takrat naprej delam bolj intenzivno in moram reči, kadarkoli se spomnim jaz na preteklost, nazaj, me ne boli več. To je bila moja življenjska izkušnja in sem jih hvaležna, da sem skozi to izkušnjo lahko danes to, kar sem. Da si upam reči, kar si mislim, ker si včasih nisem upala. Nadrejenim nisem upala pogledati v oči, kaj šele kaj ugovarjati. Danes si to upam. In me ni strah. In malo me je doktor presenetil, ker je rekel, pa skačemo od ene delavnice do druge. Zdaj sem jaz sicer v tej fazi, ampak vem, da so to stvari, ki jih moram predelati. More to zamejati, moram to dobiti in to tako je. Hvala, gospa, za vašo izkušnjo. Imam težke trenutke, v glavnem gledam resnično na svetlo stran. Sonce je moja energija in ljudje okrog mene so čisto drugačni, kot so bili včasih. Ne vem, ali zaradi mojih oči, ker drugače vidim, ali se pa to resnično dogaja. In zelo sem vesela, kadarkoli jaz tega doktorja vidim na televiziji, izredno dobre teme, izredno lepo, mislim, hvala vam za to, da ste ga povabili. Prijeten dan vama želim in uživajte še naprej. Hvala, da ste svojo izkušnjo delili z nami, mi pa še damo piko na i, kot rečemo. Čudovito razmišljanje. Potrošniška družba je zamešala dva pojma in jih povezala skupaj. To je lepo in lahko. In prepričani smo, da nam bo lepo, ko nam je lahko. Sama narava ni si sveta zamislila na ta način. Lepi občutki, dobri občutki, samozavest izvira iz tega, da je bilo prej težko. Gospa je živi dokaz, da se lahko in zmoremo otresti določenih vzorcev, ki nas ovirajo, pa se tega morda sploh ne zavedamo in s kakšno pomočjo se to lahko še lažje izpelje, kaj ne? Tako. Hvala za tole jutranje druženje, upamo, da kmalu spet. Hvala lepa.